zbrali na razstavi fotografij na temo trajnostne mobilnosti. Na dogodku je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, ki verjamem, da ga vsi izpolnjujete. Pozdravljam podžupanjo občine Brežice, gospodinu Rebec in vse vas, ki se ste zbrali in ste dejansko tudi zaslužni, da smo s posredovanjem vaših fotografij izbrali tiste najzanimljivejše. Evropski teden mobilnosti je projekt, ki že vrsto let skrbi v bistvu za ozaveščanje ljudi tako v trajnostnem prihodu na delovno mesto ali v šolo in pa tudi prispeva k čistejšemu okolju, v katerem živimo. Tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom. Med aktivnejšimi mesti pa so tudi Brežice, ki teden brez avtomobila in Evropski teden mobilnosti dejansko organizira že 14. leto zapored. Pa vabim Milo, da tudi ona pove kakšno besedo. Da pozavoliš, verjetno lahko. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu občine Brežice. Zdaj, tako kot je že Barbara povedala, občina Brežice sodi v sam vrh, kar se tiče ozaveščenosti o trajnostni mobilnosti. To je samo ena potrditev, da nam je zares mar za zdravje naših občanov, pa tudi za zdravo in čisto okolje, v katerem živimo. Da pa nismo močni samo v ozaveščenju, ampak dejansko tudi v sami realizaciji. Potrjuje pa tudi dejstvo, da bomo z letošnjim letom pričeli z izgradnjo 2 kolesarskih poti in tako omogočili našim občanom, da bodo lahko posegli po ekološko bolj čistih prevoznih sredstvih. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je potekal tudi natečaj. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalila vsem, ki ste pri tem sodelovali. Jaz verjamem, da bo marsikoga tudi kakšna taka fotografija spodbudila, da bo namesto v avtomobil sedel na kolo ali pa se mogoče odpravil peš. Tako da hvala lepa še enkrat. Hvala pa tudi tebi, ker nas boš zdaj malo razvajal. Če lahko povabim še gospoda Branka Benčina k besedi v imenu Podizguba, da pove mogoče malce v izboru ali pa samo delovanje. Hvala. Fotografske razstave mobilnosti 2021, ki je organizira občina Brežice, smo na njeno povabila sodelovali kot člani Brežiškega fotokluba. Predvsem smo prevzeli strokovno delo ocenjevanja oziroma želiranja fotografij. V našem klubu smo tako sestavili to člansko komisijo, ki je vodil naš predsednik Davor Ljubej, zraven sva se sodelovala še člana Matej Kramžek in moja malenkost Branko Benčin. Od vseh prispelih fotografij avtorjev, ki so se odzvali povabilo na javni razpis občine Brežice, smo izvedli selekcijo glede na tokratno temo natečaja sporočilnost in umetniški vtis. Ob tem je tako povem, da smo ocenili, na žal KPC fotografijne izdelke razpisani temi, mobilnost, te smo začeli že prvim krogom. Tega so bile sprobne, kar se tiče rezolucije same fotografije, niso zvezale razpisnim pogojem, nekatere pa so bile tudi premalo kvalitetne za javno predstavitev tako veliko informacij. V drugem krogu smo se podali na točkovanje, fotografij vsak želel posebej, na to pa smo skupaj pregledali rezultate in ugotovili, da smo zelo podobno ocenili posamezne fotografije, kar so 4 točke. Dokaj smo poštevali dejstvo, da je vsakega avtorja najmanj ena fotografija danes nekaj pred nami. Fotografski del ostalih avtorjev iz Brežiške občine premalo, smo razliko do skupnega števila ostalih fotografij dodali še člani fotokluba, kjer smo pravili kot interno ocenjevanje naše veže v društvu. V tem naj podarim, da so vsi, ki fotografije zanimajo, želeli izpopolniti svoje znanje, treba povabiti veseli do tega konička, lahko pridružijo našemu društvu, kjer jim bomo z svojim znanjem in izkušnje pomagali približati tovrstni svet ljubiteljske kulture.
Slana dela smo člani želeli ocenili, izbrati najustreznejše in v tem izrekam pohvala vsem avtorjem, ki so se odločili javno pokazati svoj pogled na tematiko, mobilnost, potem temu mobilnosti. Hvala tudi občini Brežice za izkazanje zaupanja, da smo tudi kot člani domačega Brežiškega fotokluba, da to aktivno pomagali pri odločili razstavi in promocijo ljubiteljske kulture naše občine. Hvala. Hvala lepa za vaše besede. Zdaj pa vabim, da prisluhnemo Jakobu Brečniku, ki je danes z nami in bo na diatonični harmoniki zaigral pesem Podekle, avtorja Lojzeta Slaka. Njegov mentor je profesor Niko Ogorevc iz Glasbene šole Brežice. Povzamemo, se je torej v sodelovanju s fotoklubom Brežice izvedel fotonatečaj amaterske fotografije na temo trajnostne mobilnosti. Osnovni namen natečaja je bil, da občani s svojim pametnim telefonom oziroma osebnim fotoaparatom posnamejo utrinke, ki so kakorkoli povezani s trajnostjo in mobilnostjo. Fotonatečaj je potekal od 24. junija do vključno 3. septembra. Skupaj so posneli kar 46 fotografij, prejete fotografije pa je pregledala 3-članska komisija ter izbrala tiste, ki so se zaslužile mesto na fotorazstavi, za kar se vam zahvaljujemo. Te fotografije naj služijo še naprej za motivacijo, za ustvarjanje dobrih posnetkov. Zdaj bi vsekakor še ene pozornosti podelili vsem sodelujočim, tistim, ki ste prisotni. Jaz bom prosila, da se podpišete tam na listo. Gospod podžupanja za pomoč pri čestitkah. Zdaj odsotni so skoraj vsi avtorji amaterskih fotografij, medtem ko člani fotokluba pa ste prisotni, tako da hvala za vaš prispevek, pa mogoče skupaj. Gospod Branko Brečko. Hvala vsem, ki ste prišli, vabljeni k pogledu razstave, tako sami kot vsemi tistimi, ki jih želite popeljati s kolonijo, pa ki ste se odzvali našem pogovoru, kako smo že danes povedali. Thank you.